V prvi vrsti bi rad izpostavil dejstvo, da je skrajni čas, da se v Sloveniji nehamo deliti na leve, desne, na naše in vaše in da poskrbimo, da država kot taka poišče potrebne ukrepe, s katerim bomo išli iz situacije, v kateri se nahajamo. Kar se tiče pravne države, ima Slovenija že danes vrsto zakonodaje, ki jo je potrebno učinkoviteje uporabljati, zagotoviti plačilno disciplino v slovenskem prostoru in pa seveda nadgraditi obstoječo zakonodajo na tak način, da bo le-ta moderna in omogočala čim optimalnejše poslovanje v Sloveniji. Enoznačnega odgovora na to vprašanje ni, seveda vsaka panoga ima določene zahteve na to temo, splošno pa velja, da moramo poskrbeti za to, da so stroški dela taki, da smo lahko konkurenčni na tržiščih, na katerih nastopamo. To ne pomeni samo zmanjšanje plač, to lahko pomeni seveda razbremenitev z nižjimi prispevki, dajatvami, s katerim se seveda omogoči gospodarstvu, da raste in na tak način zagotovi dodatne prilive tudi v državni proračun. Vas je dober primer, kaj pomeni tuj lastnik, ki investira v tovarno že, kar se našega primera tiče, 40 let. Že namreč 72. leta je bil podpisan dogovor z Renaultom in upam se trditi, da je prinesel ta podpis 40 let razvoja naše tovarne, ki je danes tovarna v mednarodni skupini Renault, postavljena kot primer dobre prakse vsem ostalim. Kot se tudi ve, mi v tem trenutku izvajamo skoraj 400 milijonsko investicijo vezano na zagon novega vozila. S tem pa seveda tudi izvajamo marsikatera gradbena dela, montažo opreme, ki jo lahko dodamo oziroma dodelimo lokalnim izvajalcem, s katerim se tudi lahko sektor, kot je gradbeni sektor, recimo v tem trenutku pridobi dejavnost. Predvsem z pogoji, ki omogočajo boljšo konkurenčnost vseh podjetij v slovenskem prostoru, da spodbuja le-to in da, tako kot sem uvodoma dejal, nekako pridemo do skupnega konsenza, da se dogovorimo za vizijo Slovenije, skupni cilj, za katerega bomo vsi delali. Gospodarska zbornica Slovenije je seveda glas gospodarstva in kot tak mora poskrbeti gospodarska zbornica, da se ta glas sliši v slovenskem prostoru in širše.